Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije Jaz, kjer v tem predvolilnem času za vas pripravljamo volilne oddaje, v katerih gostimo kandidate in kandidatke, ki kandidirajo na letošnjih državnozborskih volitvah, ki bodo 22. marca. No, tokrat se nam je v studiu pridružil kandidat socialnih demokratov, gospod Dejan Židan, da nam bo kaj povedal, zakaj se je odločil, da bo kandidiral. Gospod Židan, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan, pa hvala za povabilo. Torej, gospod Židan, kako to, da ste se odločili, da boste letos kandidirali za poslanca v državnem zboru? Zdaj, prvi razlog sveda je, ker je bilo kar nekaj predlogov in prošen, da dam soglasje. Osebni razlog je pa naslednji. Jaz se zavedam, da čas, v katerem živimo, je težki. Obdobje, ki je pred nami, je povsem nepredvidljivo in vkolikor bodo državo vodili ljudje, ki imajo izkušnje, ljudje, ki se znajo pogovarjati in tudi iskati neko soglasje, konsens, včasih pa biti tudi ponižni, smo lahko kot država še vedno uspešni tudi v nekoliko bolj težkih časih. To je glavno merilo. Kot drugo pa zavedam se, da je potrebno nekatere stvari še urediti. Recimo, ko sem bil nazadnje poslanec, smo uredili kar nekaj stvari vezanih na pomoč invalidov. Takrat je tudi zelo trdo, močno, spoštovano deloval klub pomurskih poslancev, ki je bil celo močnejši kot marsikatera politična stranka v parlamentu. In jaz sem si zadal za nalogo, da vkolikor bom izvoljen, bom vse naredil, da se ponovno vzpostavi močen klub pomurskih poslancev, ki bo imel tako opozicijske kot koalicijske poslance, ki bodo imeli moč, da nekaj koristnega naredijo za Pomurje. In strašno mi je pomembno, da naredimo še tisto, kar je preostalo na področju solidarnosti. Namreč mi imamo v državi solidarno že marsikje, znotraj zaposlenih, tudi preko dolgotrajne oskrbe pri upokojenci, čeprav sistem nažalost nekoliko slabše v tem trenutku se uveljavlja, ampak gre v pravo smer. Nujno pa je potrebno narediti še solidarnost pri ljudeh, pri mladih družinah, ki imajo otroke, ki gredo v vrtec. In pravica do vrtca, oziroma da poseže država ali občina za financiranjem, ne sme biti socialna podpora, to mora biti osnovna človeška pravica, ki jo pokrije v celoti tudi država. In to mi je zelo pomembno, da če bom izvoljen, to pravico izbojujem ne samo za Pomurce, ampak za Slovence. Kakšni so bili sedaj ti naši poslanci v parlamentu? So imeli neko svojo hrbtenico, niso imeli svoje hrbtenice, imeli smo jih, mislim, da 8, skoraj 10%. So nekako, bi lahko jih ocenili, da so nekako upravičili to svoje poslanstvo, ki so jim ga dali volilke in volilci pred 4 letmi. Kako vi to ocenjujete? Jaz tega niti ne želim ocenjevati. Poznano vam je, da delam v vladi, trenutno še vedno kot namestnik ministra. Zdaj, moja izkušnja z slovenskimi poslanci je sicer dobra. Marsikdaj so me čudno gledali v parlamentu, zakaj. Mimogrede, bil sem pristojen za zelo dosti zakonov, moja pristojnost je tudi notranji trg, tako da v mandatu te vlade, ki se je čas izteka, je bilo zakonov 34, pomemben del zakonov pa je v parlamentu doživel soglasno podporo, tako koalicije in opozicije. Vprašali so me, kako je to mogoče, pa sem povedal, da pri nekaterih pomembnih stvareh se enostavno prepirati ne smemo, ampak je potrebno ozadje razložiti tako poslancem koalicije, kakor tudi poslancem opozicije. In potem, ko razložiš, potem nastane neko razumevanje in ni več neke želje, potrebe, da se nasprotuje, ampak večemo, da se še kaj izboljša in potem pride celo do tega, da so zakoni soglasno sprejeti. Recimo kot primer, nekateri pomembni državni dokumenti za razvoj športa v Sloveniji, pristojen sem tudi za šport, so bili v tem parlamentu, vključno z zadnjim zakonom o športu, soglasno sprejeti. Tako da moj odnos do vseh poslancev je bil dober in ta dober odnos so tudi vračali. To, da pa klub pomurskih poslancev ne deluje, to pa sem zvedel bolj preko medijev, kako drugače. In vem pa, ko sem še bil poslanec, kako je bil ta klub za Pomurje pomemben. Je bilo čisto eno, a je bila vlada desna ali leva. Takrat, ko je šlo za neke resne težave Pomurja, takrat smo se vedno dogovorili, tudi skupaj obiskali ali ministrstva, inštitucije. In takrat smo zelo pazili, da se ne delimo na koalicijo, opozicijo, ampak da se zavedamo, da smo tam zato,
ker so nas izvolili Prekmurke in Prekmurce, Pomurke in Pomurce. Gospod Židan, še tista vaša glavna programska izhodišča, torej kaj želite doseči v tem prihajajočem mandatu, če boste, ko boste izvoljeni v parlament? Ja, moje izhodišča so seveda takšna, kot so izhodišča stranke. Jaz kot posameznik bom vse naredil, da zakon, ki ga je sedaj čist na koncu uspel spraviti ne samo do tega, da je bil sprejet v parlamentu, ampak je bila tudi strategija sprejeta. To je zakon o regionalnem razvoju, da se bo takoj začel izvajati v praksi. Mimogrede, ta zakon je pripravil naš bivši župan, sedanji minister svojo ekipo, dr. Aleksander Jevšek. In ta zakon daje možnost, da več nismo odvisni od tudi muhavosti Ljubljane. Daje možnost, da se lahko projekti, razpisi peljejo tako, da so pisani na kožo regij. Seveda pa to zahteva, da se regija znotraj sebe dogovori, ampak jaz verjamem, da bomo to zmogli. Torej, eno mojih bolj resnih nalog, če bom izvoljen, bo, da bom vztrajal, da se zakon v Pomurju izvaja. Druga stvar, ki jo bom vztrajal, je tale, da bomo, kakor sem povedal, čim prej prišli do tega, da bo vrtec v celoti za starše oziroma za otroke brezplačen. Naslednja stvar, da se naprej nadaljuje proces, ki smo ga začeli. Vidite, da v tem trenutku se zelo dosti investira v eno biotehnološko podjetje v Prekmurju. Zelo blizu smo tega, da bo tudi zelo pomemben slovenski inštitut Jožef Štefan v Murski Soboti odprl tudi svoj oddelek, ki bo imel tudi možnost za nove zaposlitve ljudi za najvišjo izobrazbo, in ta proces moramo v Pomurju nadaljevati. Zakaj? Zato, ker standard v resnici v Prekmurju je dober. Če pogledamo dostop do zdravstvenih storitev, varnost in nekatere druge stvari, ki so nam ljudem najbolj pomembne, je tu življenje dobro. Tisto, kar nam pa manjka, pa je, da nujno potrebujemo nova delovna mesta tudi za najbolj izobražene. Torej, da ko gredo naši otroci ali v Maribor, ali v Ljubljano, ali v Graz, Dunaj, kamorkoli, da če se želijo, se lahko vrnejo nekam, ker jih čaka dobra služba, ki je tudi dobro plačana. Torej, svet okoli nas postaja vedno bolj nemiren, a še sploh ostalo kaj prostora za mir? Ja, v resnici je prostora za mir zelo veliko, če se ne predamo. To pa pomeni, da moramo vse narediti, kako kot posamezniki naredimo. Kot posamezniki pa pomeni, da je še sedaj čas, da smo še bolj strpni, da je sedaj čas, ko se še več pogovarjamo z drugimi, pa iščemo neko sožitje in skupne dogovore. In vse, kaj je mogoče, da naredimo, da se gledamo na nek način kot prijatelji znotraj naše države in našega naroda. To ni čas, ker si lahko privoščimo medsebojne prepire, medsebojno kričanje, ampak moramo nekoliko več prisluhniti. In to je naloga vseh nas, ki smo politiki, hkrati pa tudi vseh nas, ki želimo tej državi dobro. In vedno moramo na glas povedati, da mir je najvišja vrednota. Ker nas kar naprej prepričujejo, da je nekaj lepega, če se kopiči orožje, da je nekaj lepega skoraj da, če ena država drugo državo napade, ampak to je nekaj najbolj sprevrženega. Prvič, ne gre samo za to, da se kršijo mednarodna pravila, gre za to, da umirajo tudi otroci in da to se ne sme zgoditi. In če nas bo več to govorilo, je večja možnost, da bo mir. Hvala lepa, gospod Židan. Torej, za zaključek enega pogovora še, če imate še kakšno sporočilo za gledalke in gledalce televizije AS, glede njihove odločitve 22. marca na prihajajočih volitvah. Spoštovane gledalke in gledalci, drage volivke in volivci, vabim vas, da pridete na volišča in da obkrožite številko 15. Številka 15 je namreč številka za socialno demokracijo. Res je pomembno, da pridete na volitve, saj vsak, ki ostane doma, njegov glas je podarjen nekomu drugemu, mogoče komu, za katerega vi ne želite.